Ja, danes smo se odločili, da predstavimo dva fanta, ki ju ljubkovalno kličemo tudi mesarja. To sta mesar Rok in mesar Martin. Živijo. No, vidva sta fizioterapeuta nogometnega kluba Domžale. Mogoče ljudje nasplošno si mislijo, fizioterapeut masira in to je to. Ampak dejansko vajin delovnik zajema veliko več. Ja, v bistvu kar veliko več. No. Začne se že zjutraj, v bistvu zdaj sploh v teh zimskih pripravah, ki je zunaj mrzlo, pač skrbiva tudi za ostale stvari, ne vem, zjutraj pa, ko prideva pripravlja čaj, zato da pač igralci po treningu, pred treningom se tudi malo pogrejo, a ne, ker zdaj tak minus. To, pa normalno priprava na trening, vse, kar fantje rabijo, tudi kakšne kopačke, kdaj pa kdaj zrežemo, to predvsem moj sodelavec Riki dela, tako da to lahko ti kaj poveš. Ja, pojavljajo se marsikakšne težave. Ne? V bistvu smo kar nekak servis cele zgodbe. Poleg tega, da skrbimo za njihovo zdravje, skrbimo tudi za to, da oni lahko pridejo na teren, kakor je že Rok rekel, se reže kopačke, se pripravlja oprema. Tako zdaj, tako da je kar širok nabor del, ki jih imamo pod kontrolo, oziroma ki jih imamo pod okriljem tukaj pri nas v fizioterapiji. Vidva sta v bistvu ves čas prisotna, ne? In v fazi treninga vidimo vaju na tekmah, podajata vodo, energično navijate. Martin, ti si kar tak velik navijač, tudi se mi zdi precej strasten. Neki me zelo radi. Veste, to je tako, da če si zraven cele dneve, z njimi cele dneve, valjda ti tudi ni vseeno, kako dejansko zadeva pol na koncu izpade. Jaz sem sploh znan potem, da sem zelo subjektiven, nisem toliko zelo objektiven in pol valjda čustva privrejo na dan in je veselica. Smo pa zraven, ja. Na vseh treningih, na vseh v bistvu zadevah, kar se tiče članske ekipe, smo prisotni. Tudi zvečer, če treba, če je slučajno preveč, izvan treningov se hod nazaj zvečer dodatno delo opravljati, zato da pač imajo igralci čim boljše pogoje za sam razvoj in za treninge. No, mi smo tule zdaj v vajnem brlogu, bi lahko rekli, ne, cel kup naprav vidim. Kaj pravzaprav pa dejansko fizioterapeut v smislu same priprave igralca dela tu noter? Kaj tule sploh počnete z njimi? Ja, veliko stvari, ja. Bomo tako rekli. Mislim, pred samim treningom se večinoma naredi sama priprava na trening. To se ne vem, če imajo igralci težave z gležnji, koleni in tako pač takimi stvarmi. Se naredijo bandaže, ali se da kakšen kineziotape gor, to zagreje se mišice, uporabljamo olje, ogrevalna krema, kar je pač igralcu ljubše. Večinoma se to dela pred treningom, no, sama priprava, da pač lahko funkcionirajo na samem treningu čim bolj optimalno igralci. No. Ja, verjetno pa potem, ko pride do nekih poškodb, je pa glavna rehabilitacija. Ja, tam je pa vse določeni protokoli za določen tip poškodbe, ki se jih nekako držimo, da seveda najprej diagnostika, potem odločitev o tem, kako bo sam protokol potekal. Vedno debata tu o tem, kako bi nekoga spravili, v kolikem času približno smo ga sposobni spraviti, če se potem lovimo neke te roke. Tukaj, bom rekel, je zelo veliko tudi sodelovanja z Žanom Lukom Jermanom, z kondicijskim trenerjem. Bom rekel, stremimo k temu, da so fantje ostajajo čim dlje časa aktivni, oziroma da se jih čim prej spet aktivira, pa da so sposobni vsaj določen del treninga opraviti, če že ne delajo celega. Je nekako to, bom rekel, nek tip doktrine, ki se zdaj vodi. Po mnenju verjetno bolj primerna kot to, da od igralca vzameš ven, pa da ga ni 6-8 tednov. In je za igralca lažja pot in je za trenerje malo težja pot, ker je treba treninge prilagajati v temu. Kaj pa te masaže? No? To zanima me, a obstaja neka hierarhična lestvica, kdo prvi pride na mizo? Ja, včasih ne. Ne, mislim, ja, normalno je, da imajo starejši igralci prednost, ne, ti, ki so del časa v klubu, ne, ampak potem pa se tu zgodi, da ne, ker naši starejši igralci se radi, da malo preveč zaklepetajo in pozabijo na to, da morajo pridati in pol valjda mlajši pridejo na vrsto, ne.
in pa pride klem avto tren, ampak se že nekako pogovorimo. Ampak ja, načeloma starejši igralci imajo vedno prednost pred mlajšimi. Je pa tudi res, da ima vsak nekaj svojega ljučka, oziroma Ja, svoje on ima ljučke, ki Šturma. imajo prioritete v celi zgodbi. Šturam je njegov, tako da Šturam bo predvsem, pri meni so pa te mladinci, oziroma prejšnji mladinci, kot so Perc, Pišek, Štugar, zdaj, ko se je vrnil, to so pa pač moji lučki. No, na to vprašanje ste že kar odgovorili, ne da bi ga zastavil. Zdaj, vemo, ne vem, pravijo, pri frizerju se marsikaj izve. Zdi se mi pa, da sta vidva tudi mogoče en del tima, ki imata ogromno nekih informacij, verjetno, ko se masirajo, se pogovarjate. A sta vidva tudi na nek način neka zaupnika igralcev, veste, če imajo ljubezenske težave. To bi mogel vprašati mojo ženo, ko pravi, da sem cel dan na telefonu ponovadi. Ja, zadeve se kar poteknejo. Ja, še malo psihologa zraven. Tako da ja, veliko je stika, veliko je kontaktov, zelo veliko stvari izvemo od njih, veliko stvari poznamo, ki so, bom rekel, nekako osebne. In predvsem zato, ker je potrebno pač te zadeve filtrirati, valjda tudi vplivajo na trenažni proces, vplivajo na njihov performance na igrišču. Mora biti nekdo, ki bo te zadeve poslušal, slišal in potem pomagal zadeve filtrirati, da bo tudi cel sistem vedel, da se z nekom nekaj dogaja. Seveda tukaj pa pol malo diplomacije zraven. A pol tudi punce iščete igralcem? Ne, samo svetujeva, kjera je okej, kjera ne. Pridejo preveriti. Vidva sva uredva zadnja, ko dava potrdilo, a ne. Zdaj pa mogoče za konec gremo konkretno v sedanjik. Kako je zdaj ta trenutek z ekipo, v kakšnem stanju so, kako so pripravljeni, kaj lahko pričakujemo pred spomladanskim delom? Ekipa trenutno dela tisti glavni fizikalni del, ki potem drži skozi celo leto. Tisto bazo, ki jo je potrebno pač izgraditi v zimskih pripravah. Seveda se pojavljajo določene težave, predvsem, ki so vezane na mraz, ki so vezane na pač zunanje vplive. Nekatere pač ne moreš vplivati, nekateri se pač pomaga. Poškodb nekih zelo hudih trenutno, razen enega gležna, zdaj še nismo imeli. Dajta potrkati na glavo. Še nismo imeli, se nam pa neke zadeve vlečejo še od lani, ampak so zelo pri koncu, tako da mislim, da bomo kar nekje v polni upravi konc tega tedna. Ampak so tudi te fantje oziroma fant že aktiven v treningu, tako da ni večjih težav. Ja, fanta, hvala lepa in veliko uspehov pri vajinem delu. Če bo pa res kakšen dober kosmat trač, nam ga pa le zaupajte. Ja, mogoče. Hvala. Hvala.